Adeslo! Pripadnice in pripadniki motorizirane bataljonske bojne skupine, zdrav! Zdrav! Za koga? Za Slovenijo! V zraku že slišimo letalo Pilatus Portur PC-6, ki ga pilotira major Darko Sovič. Iz letala bosta skočila padalca, ki bosta prinesla zastavo Republike Slovenije in pa zastavo 10. pehotnega polka. Torej, skočila bosta poddesetnik Balta Peter, bivši pripadnik 10. motorizirane bojne skupine in sedaj pripadnik letalske šole, in pa poddesetnik Tomšič Damjan, ki je pripadnik izvidniškega voda 10. motorizirane bojne skupine. S tem, ko bosta zastavi prinesla, ali ko bo priletela iz neba, pa hkrati tudi simbolizirata vizijo 10. pehotnega polka, torej imeti razvojno moč, razviti zmogljivost zračne, premične in desantne enote. Pa ta čas, ko čakamo, da pride da prideta zastavi in da nadaljujemo slovesnostjo, pa se spomnimo, kako je vse skupaj pravzaprav nastalo. V letošnjem letu, torej točno na današnji dan, 27. maja, mineva natanko 20 let od ustanovitve 10. 10. bataljona za mednarodno sodelovanje. Torej 27. 5. leta 1996 je general podpolkovnik Albin Gutman, takrat je bil načelnik generalštaba Slovenske vojske, izdal odredbo o imenovanju skupine za formiranje enote za mednarodno sodelovanje. Skupina se je zgledovala po naprednejših vojskah zavezništva in je uveljavila za tisti čas izredno napredne koncepte. Oblikovala in vzpostavila je 10. bataljon za mednarodno sodelovanje in s tem tlakovala pot za napotitev pripadnikov Slovenske vojske na mednarodne operacije in misije. S prihodom lahkih oklepnih vozil Baluk se je 10. bataljon za mednarodno sodelovanje preimenoval in preoblikoval v 10. motorizirani bataljon, ki je prvi, tako, pa zaploskamo tako. Torej, prva zastava in prvi padalec. Počakamo še zastavo pehotnega polka. Pa povemo še enkrat, torej skočila ali doskočila, prinesla z neba in s tem simbolizirala vizijo 10. pehotnega polka, sta poddesetnik Tomšič Damjan in poddesetnik Balta Peter. Tako, spoštovani zbrani, in pa še prelet letala z majorjem Darkom Sovičem.
In zdaj bomo nadaljevali po klasični poti vojaško slovesnost. Enote, mirno! Nastavi po zdrav! Na mestu odmor, na mestu prosto. Spoštovani cenjeni gosti, lepo pozdravljeni in dobrodošli na naši skupni slovesnosti ob 20. obletnici 10. Prvi pripadniki 10. takrat se je imenoval Bataljon za mednarodno sodelovanje, so izdelali svoj lik in znak enote. Lik pripadnika se glasi: mi smo prvi. In spoštovani izbrani, k uvodnemu nagovoru vabim danes prvega med prvimi, poveljnik 10. pehotnega polka, podpolkovnik Franc Kalič, izvolite. Spoštovani bojevnice in bojevniki motorizirane bataljonske bojne skupine, spoštovani poveljniki prve brigade, brigadir Furlan, brigadir Humar, general Božič in trenutni poveljnik prve brigade, brigadir Urbanč. Lepo pozdravljeni na tej slovesnosti. Včeraj smo precej časa razpravljali o tem, kakšna je vrednost naše enote in pa kulture, karakterje, ki ga naša enota ima. Še enkrat bom povedal, enota, ki pozablja svojo tradicijo, enota, ki ne gradi in ne vzdržuje kolektivnega spomina, je mrtva enota. Enota, ki nima vizije in enota, ki nima ambicij, je skupek anemičnih posameznikov. Jaz mislim oziroma vem, da vse to mi, ki smo danes tukaj, imamo in verjamem, da ni bojazni vsaj za naslednjih 20 let. Danes za nami stojijo, oziroma postrojo nas je malo več, kot je dejansko 10. pehotnega polka. Danes za nami stojijo tudi vsi rodovski bojevniki in bojevnice. Niso samo rdeče baretke, so tudi modre, črne, zelene, krem, tudi kakšna siva se najde, res je. Tako da želim s tem samo ponazoriti, da so vsi ti, ki so del motorizirane bojne skupine, skupaj z nami razprli krila in skupaj letimo. Dejansko hvala vsem vam, s katerimi skupaj sodelujemo, zato da dosegamo skupne cilje, zato da se skupaj bojujemo na stražah, na meji, na protokolih, na skupnem usposabljanju in tako naprej. In verjamem, da se bomo znali in mogli tudi boriti na pravem bojišču, takrat, ko bo to potreba. V zadnjem času je postal tudi aktualen termin Logaški pankrti. Tudi včeraj smo o tem razpravljali, kdo vse vas je zaplodil in kako vas je zaplodil. Bi pa sem to povedal, da hvala vam to, da ste oplojevali naprej. Neizmerno hvala, da ste ustvarili tradicijo 10. Da ste ustvarili bojevniški duh, karakter enote, da smo lahko danes to, kar smo, zvesti, častni in pogumni. Vsi dosedanji poveljniki 10. hvala za vzdrževanje vrednot 10. in njihovo inercijo. Brez skrbi, 10. je še vedno enota za bojevniško dušo. Spoštovani vsi, ki ste bili v vlogi nadrejenih poveljnikov 10. in vsi štabni častniki in podčastniki na višjih ravneh poveljevanja.
Vsi, ki ste in še vedno 10. iskreno in brez fig v žepu podpirate, razumete in spodbujate. Hvala za vaše vodenje in podporo in vse spodbude, ki jih dobivamo z vaše strani. In predvsem vsi sedanji in bivši pripadniki 10. Čestitke za 20 let skupnih uspehov, ki jih je bilo kar nekaj. In želim vam, da bi danes vsi lepo praznovali današnji dan, praznik 10. in da bi skupaj potem tudi lahko lepo v sproščenem okolju obujali dosežke in 20-letne spomine. Želim vam lep dan, hvala lepa. Hvala, poveljnik. 10. bataljon za mednarodno sodelovanje je sprva deloval kot prištabna enota. Kasneje pa postane 10. motorizirani bataljon, del enot 1. brigade Slovenske vojske. Spoštovani izbrani, k govoru vabim poveljnika 1. brigade Slovenske vojske. Brigadir Roman Urbanč, izvolite. Spoštovani general, spoštovani gospodje, spoštovani gostje, dear guests from the Office of the Defense Corporation, spoštovane pripadnice in pripadniki 10. pešpolka. Vedno sem ponosen na vas. Ponosen sem pa tudi na vse tiste, ki smo ali so kakorkoli pripomogli k nastanku in razvoju 10. 20-letno obdobje 10. zaznamuje stalna rast in je povezano tudi s ključnimi dogodki Slovenske vojske pri približevanju in vključevanju severnoatlantske integracije, kakor tudi z upravljanjem poslanstev na mednarodnih operacijah in misijah. Iz vaše sredine prihajajo najboljši soldati, podčastniki in častniki, katere si vsak želi imeti v svoji sredini. Enoto jemljete kot živ organizem, v kateri so ljudje najpomembnejši in ki enoti dajejo vitalnost. Ohranite skrb za svoje ljudi v enoti kot poglavitno vrednoto vaše 20-letne evolucije tudi v prihodnjih desetletjih. Pred dobrim letom smo si zastavili in postavili cilj, da izgradimo enoto in dosežemo zahtevane standarde. Ves čas smo analizirali okoliščine in temu primerno organizirali svoje delo, spodbujali pripadnike, jih usposabljali in skušali sebe in druge spraviti na kar najvišji nivo usposobljenosti. Visok nivo pripravljenosti in zavzetosti smo pokazali tudi pri izvajanju nalog, ki niso bile načrtovane in niso bile del naših ciljev, a smo jih vzeli za svoje, ker vemo, čemu smo namenjeni in komu predani. Nismo bili vedno enakih misli, a trudili smo se poiskati skupno pot. In naslednji teden se bomo pogledali v ogledalo, da sami preverimo, kako daleč smo prišli in da to preverijo tudi drugi. Cenim vaš vložen trud in odrekanja, zaupam in verjamem vašim sposobnostim, da premagate še zadnjo oviro pri preverjanju bojne pripravljenosti. Spoštovani, izjemne čestitke vsem ob vašem in našem skupnem prazniku ob 20-letnici. Prepričan sem, da ga bomo skupaj vsi z našimi gosti lepo praznovali v tej lepi vojašnici. Hvala. Hvala lepa, brigadir. Zvesti spremljevalec vseh slovesnosti 10. je zagotovo orkester Slovenske vojske.
Spoštovani zbrani, besedo predajam slavnostnemu govorniku. Generalmajor Dobran Božič, izvolite. Pozdravljeni vsi skupaj. Meni je res žal, da imate danes 3 govore, ampak ko sem rekel, da ni to malo preveč in sem vprašal vašega poveljnika, je rekel ne, navajeni smo trpeti, ne bo današnji dan tudi takšen, da trpimo v govorih in zakaj bi bil kje drugačen, ker samo trpljenje nas dela boljše, tako da se upravičujem in veste, da moram biti dok je samo kriv vaš poveljnik Kalič, tako da se na njega potem obrnite. Torej, drage pripadnice in pripadniki 10. polka, res mi je danes čast in ponos, da sem lahko z vami, da delim te svečane trenutke tudi z vami. 20 let nazaj, to smo večkrat govorili, bila sprejeta odločitev o oblikovanju 10. bataljona in takrat mogoče nismo dobro vedeli, kaj želimo. Politika nam je dala jasne cilje, delovna skupina, ki so sestavljali takratni poveljnik Bostič, potem poveljnik Škrbinc in poveljnik Zakrajšek pa je vedela, kam želi. Želimo na zahod in želimo se primerjati z najboljšimi enotami. Zelo težko bi se danes bilo spomniti vseh dogodkov povezanih s formiranim razvojem 10. bataljona, ker je že le 20 let. Lahko rečem, bili smo veliko mlajši. Spomini na nas zvonček, vse povedane in zamolčane zgodbe Logatca in Cipra počasi in neizogibno bledijo, za vami pa ostaja neizbristljiva sled. Za vami ostaja zgodovina, kot jo pišejo junaki. In še nekaj ostaja od vsakem izmed nas, vas, ki smo kadarkoli leteli sokoli. Občutek ponosa in občutek zadovoljstva. Ne bom govoril o kronologiji, ker je v zgodovini vse zapisano. Da ste prvi začeli uvajati nove standarde delovanja. Uvajali ste novo opremo in oborožitev, sodoben način komuniciranja, vodenja ter nove poglede na vojaško organizacijo. Od formiranja naprej ste mednarodno aktivni, tudi v svetu. Prepoznani ste kot elitna enota. Prvi ste sodelovali na mednarodni misiji v tujini, v Albaniji. Pripomogli ste k profesionalizaciji. Pisali ste prve NATO formacije. Prispevali ste k razvoju usposabljanja in ga začeli po metodi spiska bistvenih nalog. Postavili ste visoke standarde delovanja celi Slovenski vojski. V polnem pomenu ste izpolnili svoje dodeljeno, razvojno inovativno poslanstvo. Enako kot počnete to danes, čeprav ni vedno lahko. Vaš moto, zvestoba, čast, pogum, vas spremlja že od samega začetka in ob teh vrednotah so zrasle generacije pripadnikov, ki danes stojite pred mano. Spomnil se bom obdobja, ko sem prišel v bataljon. To je bil čas, ko v Slovenski vojski večinoma nismo niti prav razumeli, kaj je profesionalizacija, kaj vse potrebuje profesionalni vojak. Hoteli smo graditi na temelju prve specialne brigade in tujih modernih enot, pa nismo poznali dobro filozofije in ustroje dela. Imeli smo ideje, pa jih nismo vedno znali udejaniti v praksi. Še večkrat pa nam jih nadrejeni niso pustili udejaniti. Z edinim argumentom, kaj pa se spet tisti grejo. Takrat smo se dejansko borili za vsako malenkost, za oborožitev in opremo, da nam ne bi bilo potrebno več v napad z lesenimi palicami in ob tem glasno sklikati rata. Da ne bi mogli nikoli več, niti v šali reči, da se naši vodi ne bi našli in sporazumeli, če tudi bi vse spravili na velikost nogometnega igrišča. Tudi z opremo ni bilo nič lažje. Še leta 2001 smo imeli samo nekaj raztrganih šotorov, ki jih nismo hoteli vrniti enoti, ki nam jih je posodila, in da nas ni zeblo, smo na teren nosili svoje peči za gretje. In če bi lahko našteval, pa zaključek bi ostal isti. Samorastniki, Pankrti, 10. brat. Vsi skupaj smo bili pionirji v razvoju naše oborožene sile in prav mi smo precej prispevali k temu razvoju. Vse skozi je šlo za napredek, pa se tega zaradi prevelike delovne vneme morda nismo niti zavedali. Ni pretiravanje, če trdim, da smo ustvarili zgodovino in pustili velik pečat pri oblikovanju in razvoju Slovenske vojske. In pomembno je, da danes v teh težkih časih,
ki so najmanj tako težki, kot so bili tisti naši, ali pa še več, še toliko bolj, ostanete takšni kot se in da nosite to poslanstvo. Zato ste odlični. Ne zapravite tistega, kar vas dela takšne, vaša tradicija in vaša enota. To bo vedno ostalo enako, nesprejemljivo. Enota je kot ekipa. Živi, spi, je in bori se skupaj, kot eno. Toda vsak član naredi svoje delo, poslanstvo na svoj poseben način. Ne pozabite pa, da zmaguje posameznik, da ne zmaguje posameznik, temveč vedno le celotna enota, ki temelji na medsebojnem zaupanju in tovarištvu. Le tako boste lahko gledali nazaj in videli naprej. Izjemno pomembno je, da se zavedate svoje dolžnosti vsi, da vsi skupaj razumete, da sledite istemu cilju. In kar je najpomembnejše, da današnje aktivnosti vaše enote niso več igra. Predstavljate moč, ki jo lahko tudi znotraj struktur Slovenske vojske uporabimo v prid naše domovine. S celoto znanjem in srčnostjo je to zagotovo sad dela vaših rok in zakladov vseh preteklih generacij, kajti 10. polk ni nastal čez noč. Pripadate enoti, katero je pred 20 leti zavel nov veter Slovenski vojski, velikokrat so vam zamenjali ime, a duša je ostala ista. Združujejo vas iste lastnosti, ki so in bodo zaznamovale tudi prihodnost naše vojske. Te so iznajdljivost, integriteta, neskončna energija ter volja do dela in usposabljanja, sodelovanje, učinkovitost, profesionalnost, pripadnost enoti in pripadnost domovini. Tako nekako, kot je nekoč rekel nekdanji poveljnik prve brigade Tunja, sokoli, če želite leteti in se bojevati z ostalimi bojevniki in če želite leteti z orli, se ne družiti s tiste nekaj porani, ki so v Slovenski vojski in pticami, ki ne znajo leteti. Na vetru uspeha, ki ste ga pred 20 leti ujeli svoje krila, letita še danes. To boste zagotovo dokazali v naslednjem tednu na preverjanju zgrade zmogljivosti bataljonske bojne skupine, ki vam je bila dodeljena. In čeprav pravijo, da si nikoli ne čestita vnaprej, ker to prinaša nesrečo, jaz to ne verjamem, jaz verjamem vas, zato vam že danes čestitam za vaš velik uspeh, ki ga v teh časih ni lahko doseči. Čestitam, sokoli, srečno, saj sreča spremlja ponosne. Lep pozdrav. Hvala lepa, general. In zdaj bo izvedena podelitev medalj in priznanj poveljnika 10. pehotnega polka. Zato vas podpolkovnik Franc Kalič vabim k podeljevanju. Najprej pa bomo podelili bronasto medaljo 10. pehotnega polka, ki jo prejmejo. Torej prosim vse imenovane, da stopijo iz postroja. Matjaž Vitvicki, Aleš Vovk, Aleš Obreht, Sabina Milek, Alenka Mihalin, David Kusterbajn, Aleš Kovačič, Franc Kokol, Dejan Kepec. Pa ponovimo še enkrat, kdo so dobitniki bronaste medalje 10. pehotnega polka. To so Dejan Kepec, Franc Kokol, Aleš Kovačič, David Kusterban, Alenka Mihalin, Sabina Milek, Aleš Obreht, Nadja Šibila, Aleš Vovk in Matjaž Vitvicki.
Iskrene čestitke in sedaj srebrna medalja 10. pehotnega polka. Srebrno medaljo prejmejo Jure Himelreich, Marko Maljevac, Jolanda Marič, Jože Šorn in Gregor Tomič. Torej, dobitniki srebrne medalje 10. pehotnega polka Jure Himelreich, Marko Maljavec, Jolanda Marič, Jože Šorn in Gregor Tomič. Mirno, okrog na levo. Enota, dobitniki srebrne medalje 10. pehotnega polka. Iskrene čestitke in zlato medaljo 10. pehotnega polka prejmeta Albert Kočevar in Jure Rosulnik. Mirno, okrog na levo. Enota, major Jure Rosulnik, višji štabni vodnik Albert Kočevar, dobitnika zlate medalje 10. pehotnega polka. Iskrene čestitke in pa poveljnik bo podelil še zahvale poveljnika 10. pehotnega polka. Zato prosim poveljnike ali pa predstavnike enot, da pridejo tu pred postrojitve. Pa ponovim še enkrat, torej zahvalo poveljnika 10. pehotnega polka prejmejo Batok 1. brigade, Basja Bučar, Matjaž Ciperman, Simon Godina, LRBZO, Odisi, Martina Podkrižnik, 2 do 503D, 15. PVL, logistična brigada, enota za specialno delovanje in pa center za združeno usposabljanje. Mirno, okrog na levo. Enota, po zaslugi teh pripadnikov, poveljnikov enot, smo včasih kakšno stvar tudi lažje in boljše naredili, tako da si zaslužijo z naše strani tudi en lep, močen aplavz.
Vam poveljnik, hvala lepa za podelitev, vsem prejemnikom pa iskrene čestitke. In zdaj se nam bosta predstavila prav dva posebna mlada fanta, mlada harmonikaša, Martin in Aljaž. Našo slovesnost nam bosta obogatila s pesmijo Nocoj je druga rekla mi. Hvala lepa. In ostala nam je še razglasitev najboljšega počastnika in najboljšega vojaka 10. pehotnega polka v letu 2015. Najboljši vojak 10. pehotnega polka v letu 2015 je poddesetnik Aleš Balek. Poddesetnik Aleš Balek je v preteklem ocenjevanjem obdobju dosegal nadpovprečne rezultate na vseh področjih dela. S svojim dobrim delom je pokazal veliko mero motiviranosti, samodiscipline in to prenašal na ostale pripadnike v vodu. Vsakodnevno jim je s svojim delom za vzgled. Ima zelo dobre vodstvene sposobnosti, kar se odraža pri njegovem delu. Poddesetnik Aleš Balek je odličen vojak, aktiven v službi ter v civilnem življenju. Ne zmanjka mu motivacije in poguma ob še tako težki nalogi ali izzivu. Vedno je pripravljen prisluhniti novim idejam, poslušati svoje sodelavce in nadrejene ter podajati rešitve. Spoštovani najboljši vojak 10. pehotnega polka, poddesetnik Aleš Balek. In še razglasitev najboljšega počastnika 10. pehotnega polka v letu 2015, torej najboljši počastnik 10. pehotnega polka v letu 2015 je vodnik Jure Močivnik. Vodnik Jure Močivnik je počastnik, ki konstantno dosega visok standard pri svojem delu in nalogah, ki so mu zadane. Saj se vodnik Jure Močivnik angažira na več dogodkih izvedbene ravni v Slovenski vojski in izven nje, doma in v tujini, kar dokazuje njegov širok nabor veščin in znanj. S svojim delom, znanjem in motiviranosti je dober zgled svojim sodelavcem. Vodnik Jure Močivnik je prejemnik večjih pohval in bronaste medalje poveljnika 10. pehotnega polka. Spoštovani zbrani, najboljši počastnik 10. pehotnega polka v letu 2015, vodnik Jure Močivnik. Mirno! O, zdrav!
mestu odmor, na mestu prosto. Spoštovani zbrani, dragi gosti in pripadniki 10. Včasih se ne zavedamo prave vrednosti trenutka, dokler ta ne postane spomin. Spomini pa neprestano nastajajo in izginjajo. Zgodovinski spomini so pogosto povezani preko dogodkov, krajev in simbolov, ki so za nas pomembni. Spoštovani zbrani, iskrena hvala, ker ste danes z nami soustvarili lep zgodovinski spomin, 20. obletnico 10. Hvala lepa, lep dan še naprej in nasvidenje. Enote, mirno, za odhod častnih gostov, pozdrav! Mirno, na mestu odmor, na mestu prosto. Poveljniki enot, prevzemite enote.